Lep pozdrav vsem zbranim na online summitu, zbranim na Doba fakulteti, največji online fakulteti v Sloveniji in v širši okolici, fakulteti, ki se lahko pohvali z najaktualnejšimi in mednarodno primerljivimi študijskimi programi. Doba fakulteta je fakulteta, ki vidi dlje. Že več kot 20 let širimo znanje in povezujemo vse, ki verjamete v uspeh in nasmeh. Na Doba fakulteti je do danes diplomiralo že več kot 6000 diplomantov in letos v 11 sodobnih in aktualnih programih študira 2000 študentov, ki se bodo skozi študij razvili v uspešne voditelje in strokovnjake. Tudi vrednote Doba fakultete niso le besede na papirju. Te vrednote so bistvene za uspeh, ko se soočamo in pripravljamo študente na izzive, ki nam jih prinaša prihodnost. Če želimo ustvariti boljši jutri, se moramo odpreti novim idejam, razmišljanjem in pristopom, ki nam omogočajo, da se soočimo z izzivi sodobnega sveta. In prav ideje se porodijo takrat, ko se nekaj novega naučimo. Vi ste se danes odločili, da boste današnji dan namenili novemu znanju. Več kot 100 se vas je prijavilo na današnji webinar s področja pametnih mest in ker je današnja tema prav področje sodobno področje, aktualno področje, torej področje pametnih mest, dovolite, da na kratko še predstavim naš edinstven študijski program, ki ga izvajamo samo v Sloveniji. Gre za magistrski program Management pametnih mest. Skozi program že kar nekaj let izobražujemo prave mestne menedžerje. Program je izjemno praktično naravnan, veliko je projektnega dela in pa spoznavanja najboljših praks. Program pa v celoti izvajamo online. In danes z veseljem v naši družbi predstavljam tudi odličnega visokošolskega učitelja v programu, dr. Ajdana Cerarja, ki bo spregovoril o zelo aktualni tematiki, torej kako oživiti mestna jedra. Dr. Cerar, izvolite. Ja, prav lepa hvala, lep pozdrav vsem zbranim tudi z moje strani. Dovolite mi nekaj sekund, prosim, samo da naložim prezentacijo. Jo vidite? Ne, prezentacije še ne vidimo. V redu, poskusimo še enkrat. Pa zdaj? Tako, zdaj pa že prezentacijo. Vidimo tako, odlično. Evo, oprostite, rabil sem par sekund, da sem naložil. Ja, prav lepa hvala. Kot že rečeno, na študiju Management pametnih mest predavam že nekaj let, ampak izhajam iz urbane sociologije. Zaradi tega pametna mesta vseeno razlagam nekoliko po svoje, in sicer poleg vseh običajnih definicij pametnih mest, ki mogoče v prvo vrsto postavljajo samo vprašanje tehnologije, visoke tehnologije in tako naprej, dodajam, da je pametno mesto tudi tisto mesto, v katerem gre lahko vsak otrok sam v šolo peš, ne da bi njegove starše zanj skrbelo. Da je pametno mesto tudi tisto mesto, v katerem je dovolj javnih prostorov, da se v njih lahko ljudje srečujejo, družijo, spoznavajo in tako naprej. Da je pametno mesto tisto mesto, ki ga lahko ljudje sooblikujejo. In da je pametno mesto v končni fazi tisto mesto, ki uporabi tehnologijo takrat, kadar je treba, kadar pa ne, pa lahko izzive rešuje tudi na staromoden, vendar preverjan in učinkovit način. Sicer pa sodelujem z številnimi slovenskimi občinami, zaposlen sem na IPOP-u, Inštitutu za politike prostora, tako da z vsemi primeri, ki bom danes predstavil, imam tudi praktične izkušnje in lahko o vseh primerih, ki jih bom predstavil, povem tudi več oziroma odgovarjam na vaša vprašanja. Sicer bo pa moja tema revitalizacija mestnih jeder z ljudmi in za ljudi, s poudarkom na ukrepih, s katerimi lahko na relativno poceni, torej nizkostroškoven način, pa kljub temu učinkovit način oživljamo mestna jedra. Zakaj pravzaprav govorimo o oživljanju mestnih jeder? Mestna jedra so bila precej degradirana v drugi polovici 20. stoletja. Na eni strani se je, govorimo o globalni perspektivi, iz mest odselila
industrija, v mestu so ostale velika področja zapuščene industrije, delavske soseske z brezposelnostjo, mesta so bila onesnažena, imela so težave z prometom, kriminalom in tako naprej. In zaradi tega so se ljudje iz mestnih jeder začeli odseljevati in to sprožilo vprašanje, kaj se da z mestnimi jedri. Čeprav je slovenski kontekst precej drugačen, je vseeno, še posebej recimo nekje v začetku tisočletja bilo precej, ali pa v poznih 90-ih letih, precej na mestu vprašanje, kaj s slovenskimi mestnimi jedri. Mogoče samo en primer. O Ljubljani je bila celo napisana knjiga Kam gredo Slovenci čez vikend, ki jo je napisala avtorica, ki se je spraševala, kaj se z Ljubljano zgodi čez vikend, zakaj jo vsi prebivalci ali pa vsi, zakaj številni prebivalci zapustijo in zakaj je pravzaprav tako dolgočasna, tako pusta, tako prazna. In to je tisto, o čemer pravzaprav govorimo, ko govorimo o oživljanju mestnih jeder. Da so mestna jedra degradirana, rečemo, in da so kot taka nezanimiva za obiskovalce, da ne pritegnejo novih prebivalcev in da so enostavno pusta in dolgočasna. In kot sem začel svoje predavanje, to je bilo za slovenska mesta precej aktualno, ni pa več vedno oziroma v vseh primerih aktualno za vsa slovenska mesta. Ta trend se je začel pred kakšnimi desetletjem mogoče celo nekoliko več spreminjati in nekatera slovenska mesta so morda že čez točko, ko bi bila nujno potrebna oživljanja in govorimo že o nasprotju degradiranega mesta, gentrificirano oziroma turistificirano mesto. Mesto, ki je postalo tako popularno, tako uspešno v svojem oživljanju, da je postalo predmet povpraševanja številnih potencialnih prebivalcev, kar pomeni, da se nepremičnine bistveno podražijo. Airbnb tukaj ni nikakor tega rešil, obratno. Z Airbnb-jem je del mestnih nepremičnin stanovanj, ki bi bile sicer v prvi vrsti namenjene prebivalcem mesta, prešel na trg turističnih namestitev in turisti so druga populacija, torej obiskovalci, ki mesto lahko gentrificirajo. Ob tem se lokalna skupnost začne umikati, stanovanja postanejo nedostopna, predvsem pa vsakdanje življenje v tovrstnih mestih, ki so gentrificirana, postane nekoliko manj prijetno zaradi tega, ker so mesta nekoliko bolj po meri tistih, ki v mestu več zapravijo. To so turisti, obiskovalci oziroma bogatejši, ki si lahko še privoščijo bivati v mestu. To se v Sloveniji dogaja malo mestom, v morda nekih tekstih, dnevnem tisku, analizah in tako naprej izstopajo Ljubljana ter predvsem mestno jedro, središče mesta in nekatera bolj turistična slovenska mesta, sicer pa večina slovenskih mest še vedno več razmišlja o tem, kako mesto oživljati, kaj narediti, da bo mesto bolj živo in da bojo v mesto lažje pritegnili več obiskovalcev. In s tem pride do izraza tudi naslednjo vprašanje, kako revitalizirati mestno jedro in kako iskati ravnotežje med degradiranim mestom na eni strani, mestom, ki je nezanimivo, ki ne pritegne obiskovalcev, in gentrificirano, pretirano turistificiranim mestnim jedrom. To je tista umetnost, se znajti nekje na sredini med temi dvemi procesi ali stanji. In s tem se absolutno ne ukvarjajo samo slovenska mesta, to je precej globalen trend, kot sem začel, da so se mesta v drugi polovici 20. stoletja praznila, postajala manj zanimiva, manj uspešna, nevarnejša in tako naprej, se je ta trend obrnil, le da se ni obrnil v zelo splošnem smislu, ampak imamo vse več opravka s tem, da gre za mesta, ki so v tem procesu zelo uspešna, od New Yorka, Amsterdama, Dunaja in tako naprej, in mesta, ki jim to nikakor ne uspe. Skratka, govorimo o nekem urbanizmu, ki mu s tujko lahko rečemo the winner takes it all, da imamo zelo uspešna mesta, ki postajajo srednjemu razredu že nedostopna, in na drugi strani mesta, ki se nikakor ne uspejo uspešno spoprijeti z izzivom revitalizacije. Kaj je prvi problem, ki mesta v spoprijemanju s tem izzivom omejuje? Promet. To je prvi problem, ki ga bom predstavil, da so mesta pretirano po meri avtomobila, kar kot posledica pripelje, da so nekoliko manj zanimiva za ljudi oziroma nekoliko manj privlačna za ljudi.
Tukaj je slika iz ene slovenske ulice iz Velenja, kjer si lahko ogledate, kako velik del te prostora na tej ulici je namenjen avtomobilom. In del tega procesa ali pa skrivnost dela tega procesa ne leži v mestnem jedru, ampak v predmestju. Slovenska mesta so bila zelo radodarna z dovoljenji za gradnjo obmestnih shopping centrov, na drugi strani pa, kar ni neobičajno za posttranzicijske oziroma tranzicijske države, družbe, je bilo potrošništvo nekaj zelo privlačnega po spremembi politično-ekonomskega režima in rezultat teh procesov je bil, da so obmestni trgovski centri potegnili življenje iz mestnega jedra. Veste, da Ljubljana, recimo kot primer izpred 20 let, je bila celo nekaj časa brez kinodvorane v mestnem jedru, ker so bile vse kinodvorane v BTC-ju. Ampak to je postala ne samo zgodba večjih slovenskih mest, zgodba tudi manjših slovenskih mest, da so tako polna obmestnih shopping centrov, da je to ekonomijo in dogajanje iz mesta potegnilo in da se mesta pogosto še tekmujejo nekakšno tekmo o dostopnosti z avtomobilom z obmestnimi trgovskimi centri, kjer pa zagovarjam tezo, da je ta tekma vnaprej izgubljena, mesto nikoli ne more konkurirati v avtomobilski dostopnosti obmestnim supermarketom in more ponuditi nekaj obratnega, avtentičen prostor po meri človeka, ker je to tisto, kar pa obmestni nakupovalni centri nimajo. Vendar s tem so povezana določena tveganja. Če se hoče mesto prilagoditi ljudem, torej mesto po meri človeka in zmanjšati obremenjenost mestnega jedra z avtomobili, to vsebuje, kot temu rečemo, politično tveganje. Ljudi lahko to razburi in župan lahko izgubi naslednje volitve. Hkrati si ljudje težko predstavljajo samo spremembo, težko predvidevamo učinke tako v prometnem smislu, kot v smislu, kako bo to vplivalo na ekonomijo v mestu in tako naprej, ker v končni fazi še vedno velja teza, vsako mesto je nekaj posebnega. In tukaj imamo eno orodje, ki mu rečemo taktični urbanizem, kjer je bistvo taktičnega urbanizma, da z nizkimi stroški in hitro uresničljivimi ukrepi spreminja prostor oziroma mesto tako, da je po meri človeka, da je bolj prijeten za druženje in da na ta način lahko testiramo neke dražje, visokoproračunske intervencije v hitrem in poceni smislu. Pa si poglejmo mogoče eno ilustracijo. Tole je eno izmed križišč, tako križišče lahko verjetno najdemo v vsakem mestu, in ker je ravno snežilo, se je pokazalo, kako malo prostora pravzaprav uporabljajo avtomobili in kako veliko prostora namenjamo prometom samo zaradi tega, ker smo tako navajeni in kaj vse bi na tem prostoru lahko bilo. Vidite drevesa, vidite kolesa, vidite prostor po meri človeka in to je tisto, kar s taktičnim urbanizmom zasledujemo. To je recimo primer iz Milana. Milano je bil v taktičnem urbanizmu z projektom Piazze Aperte zelo uspešen in zelo znan in šlo je če zelo strnemo zgodbo za to, da so iz trgov umikali promet in ga nadomeščali z, kot vidite na sliki, nekimi začasnimi intervencijami, ki so bolj po meri človeka, kot pa je jasno parkirišče. Če se nekoliko lokaliziram, taktični urbanizem je predvsem v veljavo prišel kot način spreminjanja Times Squarea v New Yorku, kjer so prvo s taktičnimi ukrepi poskušali Times Square spremeniti iz križišča za avtomobile v trg za ljudi, vendar tudi v številnih evropskih mestih, kot sem že pokazal, poznamo te primere, pa tudi v slovenskih mestih in predstavil bom na hitro nekaj slovenskih primerov taktičnega urbanizma, s katerim imam izkušnje. Na IPAP-u smo pred nekaj leti začeli z kampanjo, rečemo Odprta ulica. Odprta ulica pomeni, da na hiter in poceni način spremenimo ulico v ulico po meri človeka. Tukaj imate dve sliki iste ulice, na zgornji sliki vidite ulico, ki sem jo pokazal prej, namenjeno avtomobilom, na spodnji sliki vidite, koliko prostora so avtomobili izgubili in je bil dodeljen pešcem, ljudem, uličnemu življenju in tako naprej. Bistvo je to spremembo izvesti v enem dnevu, za relativno majhen strošek, govorimo o 10-20 tisoč evrov, in bistvo je, da je ta sprememba začasna. Traja 5 vikendov, par tednov, nekaj takega, na ideji, da vidimo, kaj se res zgodi.
Hkrati pa skriti trik je, da izbiramo ulice, ki bodo šle kmalu v rekonstrukcijo. In na ta način, kot vidite na spodnji sliki, z relativno enostavnimi ukrepi, talnimi označbami in tako naprej poskusimo, kaj se zgodi z ulico, če jo spremenimo na način, da je bolj po meri pešca, kolesarja in tako naprej in manj po meri avtomobilov, in praviloma se ne zgodi nič posebnega. Včasih pa tudi se. Recimo v enem primeru je občinski Facebook ob 6. zvečer pregorel, ljudje so znoreli nad zaporo za avtomobile na ulici, ki smo jo postavili v smislu taktičnega urbanizma. In kaj smo naredili? Ja, v eni uri smo zaporo umaknili in vse je bilo po starem in nič posebnega se ni zgodilo. In to je ta čar taktičnega urbanizma, da praviloma je vse ok, v redkih primerih, ko ni, ga lahko pa v eni uri umaknete in je stvar taka, kot je bila. Hkrati pa poudarjam, v večini primerov je ljudem všeč. Po mojih izkušnjah nekje 2/3 ljudem je to načeloma všeč. Hkrati se pokaže, da se poveča število ljudi na ulici in hkrati se praviloma pokaže, da se s prometom ne zgodi nič posebnega. Če je teza grozno, bo na vseh sosednjih ulicah bo prometni kaos, kolaps in tako naprej, se v večini primerov ne zgodi nič posebnega. Zakaj? Ker v večini primerov, kot temu strokovno rečemo, promet evaporira. Če je ulica bolj prijetna za pešce in kolesarje in na ulici več pešcev in kolesarjev, kar pomeni, da je manj avtomobilov, ker je manj avtomobilov, se tudi na sosednjih ulicah ne zgodi nič takega in ta fenomen ni redek. Recimo, če se spomnite, pred nekaj meseci so govorili zaradi zapore predora na Dunajski, da bo Ljubljana doživela prometni kolaps. Se kdo od vas spomni prometnega kolapsa? Verjetno ne, ker se ni zgodil, ker so ljudje ubrali drugačne načine potovanja. In to je tudi namen, ki ga hočemo doseči z odprto ulico oziroma začasno spremembo. Želimo pokazati, da je to ljudem všeč, želimo pokazati, da se s prometom ne zgodi nič posebnega, hkrati pa naredimo tisto, kar je največ, kar mesto lahko naredi za urbano ekonomijo. Poveča število ljudi na ulici. Ker v končni fazi je važno, koliko denarnic gre po ulici, toliko približno uspešna lokalna ekonomija. To kažejo primeri ameriških mest, imamo primere iz evropskih mest, imamo tudi primere, vendar so redki iz Slovenije in večinoma, ne vedno, se to potrdi. Ljudje z avtomobilom se pripeljejo, kupijo, kar so se namenili kupiti in odpeljejo, medtem ko ljudje, ki hodijo po ulici, torej nekakšni flanerji, ki uživajo urban prostor in tako naprej, opravijo še nekaj impulzivnih nakupov, usedejo se na kavo, srečajo prijatelje in tako naprej. In to je nekaj, kar je v končni fazi najbolj koristno za urbano ekonomijo in največ, kar lahko občina za to naredi, je, da enostavno poveča število ljudi na ulici. In to je sicer posredna, pa kljub temu podpora lokalni ekonomiji. In še slika, kako izgleda odprta ulica, ko jo enkrat umaknemo iz nje avtomobile, se zgodi, kar pričakujemo, pojavijo se pešci, ki pridejo uživati ulico brez avtomobilov. Drugi problem, s katerim se pogosto srečamo v slovenskih mestih, je parkirišča. Vedno je teza, da tu ni kje parkirati in da je premalo parkirišč in da potrebujemo več parkirišč. Vendar, kaj se zgodi, ko temu sledimo? Parkirišč je vedno več in v mestu je vedno več avtomobilov in to naredi mestno jedro neprijetno. Noben se ne mara sprehajati po parkirišču, kot ga vidite na sliki. Parkirišča so nezanimiva, na njih se ne zgodi nič posebnega, nimajo izložb, nimajo nobene prizoriščnosti in več, ko je parkirišč, daljše ko so poti, manj zanimivo je mesto, manj zanimivo, ko je mesto, manj je razlogov, zakaj bi šel človek v mesto, zakaj ne bi šel v supermarket na obrobju mest. Vendar, hkrati pa, če je parkirišč preveč, če so parkirišča prelahko dostopna, to v končni fazi spodbuja, da se z avtomobilom v mesto pripelje še nekdo, ki se mu ne bi bilo treba. Živi zelo blizu, živi za vogalom, se trije pripeljejo vsak s svojim avtomobilom in tako naprej. In občutek je, da je mesto polno avtomobilov, ljudi pa niti ni prav zares zelo veliko, ker kot veste, en avto zasede 15 kvadratnih metrov in če en človek na 15 kvadratnih metrov, je to relativno slab izkoristek prostora. Ampak zdaj se verjetno sprašujete, zakaj se treba s parkirišči ukvarjati tako poglobljeno, tako intenzivno in tako naprej. Prvič, ker dostopnost parkirišč najbolj definira, kako bo ljudje prišli v mesto, ali bojo prišli peš ali z avtomobilom. In drugič, ker parkirišča in drevesa po mojih izkušnjah najbolj razburjajo ljudi. Zelo malo ljudi, ki imajo medlo stališče o parkiriščih oziroma parkiranju, ali so ljudje zelo za, da se število parkirišč poveča, ali pa zelo proti, tisti vmes je vedno
relativno malo. Hkrati ljudje zmeraj rečejo, ali pa ne zmeraj, pogosto rečejo, da je parkirišč premalo, avtomobilov pa preveč, kar je jasno paradoks, ki ne gre v isto zgodbo. In kaj v takih primerih naredimo? Opremo se na podatke. Opremo se na podatke, kaj se pravzaprav dogaja s parkiranjem. Kar pomeni, da analiziramo parkirni utrip, kar pomeni, da od 5 zjutraj do polnoči popišemo vsa parkirišča v smislu zasedenosti, torej vemo, da so ob 7 zjutraj, da je parkirišče na Cankarjevi zasedeno 70%, in ne samo to, popišemo vsak avto. Vemo, kdaj je prišel na parkirišče in kdaj je odšel, na uro natančno približno. In kaj nam to omogoči? Podatek, da vemo, koliko je na kakšni ulici parkiranih stanovalcev, zaposlenih, obiskovalcev, in na to lahko temu prilagajamo parkirne režime. Ker praviloma se pokaže, da parkirišč sploh ni premalo, samo da imajo ljudje navado parkirati zelo blizu vrat. In če v mestnem jedru nastavimo parkirni režim za obiskovalce za nekaj ur, medtem ko zaposleni, ki imajo avtomobile na isti točki 8 ur, prestavimo v bližnje parkirišče, ki je v slovenskem kraju praviloma oddaljeno med 100 in 200 metrov, kjer je praviloma zelo veliko praznega prostora, imajo na lepa mesta več prostora, manj avtomobilov, parkirno mesto se najde hitreje, cena je najbolj pravilno nastavljena takrat, kadar je vedno 20% parkirnih mest prostih na parkirišču, in tako vsi, ki potrebujejo parkirišče dobijo, hkrati pa nimamo na najboljših lokacijah v mestu za cel dan parkiranih enih in istih avtomobilov na istem parkirnem mestu. In da to lahko naredimo tako, da preživimo politični mandat, ker kot sem rekel, umikanje ali pa restriktivna parkirna politika vsebuje visoko politično tveganje, ljudi razburi, potrebujemo podatke, potrebujemo komunikacijo, da za vsako ulico vemo, kaj se tam dogaja, in potrebujemo participacijo, da ljudi vprašamo, a si res želite, da so vsi avtomobili v središču mesta, ali bi bilo mogoče bolj pametno premakniti tiste, ki so tukaj za cel dan na rob mestnega jedra, pa parkiranje v mestnem središču organizirati drugače z režimi in tako naprej. In na ta način hitro pridemo do parkirne politike, ki ljudem všeč in ki v končni fazi jo ljudje čez nekaj časa posvojijo in si ne želijo več prejšnjega režima, v katerem je bilo parkirišče ogromno, hkrati pa nikoli niso našli parkirnega mesta, ker če je nekaj zastonj, če je udobno, potem to ljudje koristijo, kar pomeni, da imate na najboljših parkirnih mestih cel dan visoko zasedenost, čeprav so to eni in isti avtomobili, ki bi lahko bili tudi 3 ulice stran. Problem 3. Tukaj ni nikogar, tukaj ni nobene skupnosti, tukaj prostor nikogar ne zanima in ljudje se v oživljanje oziroma urejanje prostora ne vključujejo, je teza, ki smo jo slišali neštetokrat. In zaradi tega smo skupaj z nevladno organizacijo Prostorož in za mesto Ljubljana pred nekaj leti začeli izvajati in ga nekaj let tudi izvajali projekt Zunaj. Projekt Zunaj je uresničeval majhne lokalne akcije. To je pomenilo, da če imate dobro idejo, ki bi jo izvedli v lokalnem parku, recimo popravili klopi ali pa pred blokom v parku naredili skupnostno gredo ali pa organizirali kino na prosem ali pa kaj takega, vas mesto lahko podpre. Mesto vas je podprlo z 800 evri za materialne stroške, predvsem pa z organizacijo, koordinacijo in tako naprej, z idejo, da ali pa tezo bolje rečeno, da veliko lažje najdemo ljudi, ki bi pred blokom nekaj ur urejali prostor, čistili park, popravljali klopi in tako naprej, kot ljudi, ki bi se 1 uro ukvarjali z administracijo, birokracijo in tako naprej. In zaradi tega je bil leitmotiv projekta Zunaj, kako ljudi čim bolj razbremeniti, da se jim ni treba ukvarjati ne z organizacijo, ne z administracijo, ne birokracijo, zato smo bili tam mi, IPAP in Prostorož kot vmesnik med mestno upravo, torej Mestno občino Ljubljana in ljudmi, lokalnimi skupnostmi, in na drugi strani ljudje, ki so skupaj s tistimi, s katerimi so se odločili sodelovati, izvajali čim bolj neobremenjeno svojo lokalno akcijo. Zato so mogli izpolniti res preprosto prijavnico, ki jim je omogočila, da so v prostoru, ki so se ga sami izbrali, izvedeli idejo, ki so jo sami oblikovali, ljudmi, s katerimi so se sami povezali. Torej, sledili smo znani urbanistični modrosti follow the people. Da težko ljudem rečemo, s čem naj se ukvarjajo v prostem času, kaj naj naredijo in s kom naj to naredijo, če jim pustimo, da na ta vprašanja odgovorijo sami in jih le podpremo, pridemo do super rezultatov.
Predvsem smo imeli v mislih prostore, ki so degradirani, ki so mogoče tudi za mesto nedostopni v smislu, da ne sme nanje neposredno investirati, torej govorimo o sosedskah ali pa stečajnih masah in tako naprej, ker zunaj je bil usmerjen v ljudi. Zunaj je podprl ljudi, zaradi tega, ker ljudje na eni strani najboljše poznajo lokalne probleme, najboljše poznajo svoje želje, po drugi strani pa ne razumejo vseh administrativnih ovir ali pa priložnosti ali pa okoliščin, in to je bilo pa tisto področje, kjer smo jim mi pomagali, da, kot sem rekel, se ljudem ni bilo treba ukvarjati z administracijo, ampak so se ukvarjali s tistim, kar jih je najbolj zanimalo, spremeniti nek javno dostopen prostor po njihovih idejah. Same akcije smo izbirali na dva načina, mogoče naroben izraz, da smo sploh začeli razmišljati, katere akcije so primerne za podporo, so morale zadostiti vnaprej znanim pogojem, da se nanašajo na zunanji prostor, ki je v javni uporabi, so v mestni občini, temelji na tem, da to akcijo podporniki izvedejo sami, je vključujoča, odprta za javnost brezplačno, izvedljiva in da ima pripravljen načrt vzdrževanja, da v javnem prostoru, ker se ljudje, s čimer ni absolutno nič narobe, tudi naveličajo uporabe ali pa načina uporabe nekaterih prostorov, da v teh prostorih s časoma zaradi projekta zunaj ne ostanejo novi odpadki ali pa nesmiselna urbana oprema. To so bili pogoji, ki jih je morala vsaka akcija izpolniti, in kriteriji, da spodbujajo druženje in srečevanje na prostem, da urejajo nek degradiran prostor, da ima ponudnik podporo, da pozitivno vpliva na podobo, čistočo in varnost mesta, in še nekaj takih preprostih kriterijev, po katerih smo jih točkovali in izbrali na to približno 15 lokalnih akcij, ki smo jih podprli. Zakaj je bilo to koristno za Mestno občino Ljubljana? Zaradi tega, ker je omogočila ljudem, da sami izvedejo tisto, kar jih najbolj zanima, da sami nekako predvidijo, na kakšen način bo neke prostore uporabljali, oziroma da če imajo ljudje tako veliko željo, da nek prostor spremenijo, ga bojo verjetno tudi uporabljali. Recimo, če se prebivalci ene soseske sami odločijo in popravijo lokalno košarkarsko igrišče, je zelo malo verjetno, da bo košarkarsko igrišče samevalo, verjetno ga bo cele dneve uporabljali, in prav to se je v teh akcijah večinoma zgodilo. In predvsem je pa tudi precej dobra investicija, ker če bi mesto samo prenavljalo teh 15 prostorov, bi bil to za mesto veliko večji strošek, kot je bil, če podpre ljudi v njihovih akcijah. Hkrati so taki ukrepi zelo dober PR material, in tudi na drugi strani se na ta način mesto izboljša stik s terenom, s skupnostmi in ljudmi, ki imajo mesto radi in ga tudi v prostem času z veseljem izboljšujejo. Sam izziv je pa bil, kako na drugi strani povezati različne mestne oddelke na način, da so se lahko v tem projektu zunaj odzivali na pobude ljudi. Ker kot veste, ljudje nimajo zelo jasnih časovnic. V četrtek začnejo z izvajanjem svoje lokalne akcije in v soboto pokličejo in rečejo, joj, malo nas je zaneslo, pa smo mogoče nekoliko več grmovja postrigli, kot smo mislili, ali nam lahko kdo pomaga, pa pride ta grmovje odpeljati. Nekaj, kar se nam zdi povsem banalnega, je za občino vedno pač administrativen izziv, je treba to organizirati in tako naprej, in na ta način so morali oddelki med sabo sodelovati hitreje, na nov način, na način, ki se hitreje odzival na potrebe teh lokalnih skupnosti, ki so te akcije izvajale, ampak v končni fazi so bile vse izmed predvidenih akcij uspešno izvedene, ali pa skoraj vse, torej od 15, recimo, da 14 ali pa kaj takega vsako leto je bilo uspešno izvedenih. Kar je bilo mogoče zame malo presenečenje, pričakoval sem, da bo kakšna več neuspešna, ne bi se mi zdelo s tem nič narobe, ampak ljudje so se izkazali kot zelo zaupanja vredni in da so z veseljem te akcije pred svojimi hišami, bloki ali v lokalnih javnih prostorih tudi izvedli. Zdaj se bom pa mogoče malo navezal na pametna mesta in razložil, zakaj so take akcije za pametna mesta tako pomembna. Pametna mesta imajo v svoji definiciji učinkovitost. Pametna mesta so zelo učinkovita in hkrati v pametnih mestih lahko zelo veliko naredimo online. Ne vem, kupimo
špecerijo po internetu, pa nam jo pripeljejo na dom. Ko gremo v knjižnico, tako da samo prevzamemo knjige, ki smo jih naročili, na avtobusni postaji ne vprašamo nekoga, ki čaka, kdaj pride avtobus, ker smo si to prej online ogledali in na avtobusno postajo prišli točno in tako naprej. In to mogoče za mesta ni najbolje. Bom povedal s primerom Erika Klinenberga, ki ga imam na prezentaciji izpred dobrih 10 let, ko je Chicago prizadel vročinski val, v katerem je ogromno ljudi umrlo. Če se prav spomnim, govorimo o 700 smrtih, pa v to številko nisem prepričan, kar se pa zelo dobro spomnim v njegovi študiji, ki se je rekel Avtopsija družbene katastrofe, The Autopsy of Social Disaster. Bile te smrti na zemljevidu v mestu zelo neenakomerno razporejene, kar je bilo nekoliko pričakovano. V revnejših predelih mesta je bilo smrti več, vendar tudi tam ni bilo enako, ne? Tudi med temi sosedskami so bile razlike in izkazalo se je, da so razlike povezane tudi s tem, koliko se ljudje med sabo poznajo. To, da se ljudje poznajo, pomeni, da nekomu, ki ima prevroče stanovanje zaradi vročinskega vala, ni problem iti v pritličje ali pa v klet potrkati in reči, sem lahko pri vas nekaj časa, ker je pri meni v 5. nadstropju prevroče. To pomeni, da če se nekdo nekaj časa ni javil, mu sosedi pozvonijo, preverijo, če je okej, in tako naprej. Skratka, ta mreža znanstev je nekaj, kar naredi skupnosti odporne na ekstremne primere in na mojo veliko žalost se pričakuje, da bo tovrstnih primerov zaradi klimatskih sprememb v mestih več in je že cilj same povezanosti med meščani, sam ta cilj sam zase dovolj velik cilj, da se splača investirati v projekte, ki povezujejo meščane in na drugi strani izboljšujejo javne prostore, da se meščani v njih lahko srečujejo. To je bistvo. Veste, da ne moreš znanec postati s tem, da nekomu na cesti rečeš, jaz sem iz tega bloka, a bi se midva spoznala. Ljudje vas bojo imeli za nekoliko čudnega, pa mogoče nekoliko sumljivega, pa tako naprej. Če se v istem prijetnem javnem prostoru, kot je recimo košarkarsko igrišče, ki so ga prebivalci prenovili sami ali kaj takega, srečuješ vsak teden, vsak dan in tako naprej, počasi povežeš ime z obrazom, počasi veš, kdo je to, počasi veš, v katerem bloku stanuje in to je tista mreža znanstev, ki naredi v končni fazi mesta ne samo prijetna za življenje, ampak tudi odporna, kot sem rekel, na neke take zunanje šoke. In še rezultati enega izmed let. Na začetku, ko smo prvič delali projekt zunaj, smo stavili, koliko bo prijav. Vsi so nam rekli, to, da bi Slovenci sami prenavljali prostore pred blokom v prostem času zastonj, je nekaj precej neobičajenega in ne računa, da jih bo več kot nekaj njih. Stavi, ki smo jih imeli, najvišja je bila 23, na prvo leto smo dobili več kot 60 prijav. Tudi v drugem letu je bilo število podobno, kar kaže na to, da če ljudem pustite, da delajo s ljudmi, ki so jim všeč, da pustite, da izvajajo zamisli, ki so jih sami izvedli, in jih podprete točno tam, kjer rabijo nekaj te podpore, v bistvu ljudi to zelo zanima in z velikim veseljem urejajo mesto oziroma prostore v mestu, ki jih imajo radi, z ljudmi, s katerimi radi sodelujejo. In še nekaj slik. Kot sem rekel, take akcije imajo ogromen PR potencial, zmeraj zanimajo novinarje in zmeraj se med ljudmi hitro razširi ta glas o sodelovanju in skupnemu urejanju mest. To je recimo primer kino predstave, ki je bila v eni soseski zelo dobro obiskana, kljub temu, da kot vidite je deževalo. Tukaj je primer prenavljanja ali pa urejanja prostora pred enim izmed blokov v večjih stanovanjskih sosesk na severu Ljubljane. Še en podoben primer, še en kino na prostem, veliko je bilo popravljanja klopi, urejanja zelenih površin, tole so bile recimo bariere, zato da avtomobili v tem gozdičku ne bi več parkirali, zaradi česar smo se morali iti organizatorji zagovarjati na Zavod za gozdove, ker smo vnesli ali pa pomagali vnesti v novo opremo v enega izmed mestnih gozdov. Vendar, kot vidite na sliki, ta oprema ne škodi ničemur, ker tla kaže na to, da so avtomobili tukaj čez cesto bila namreč trgovina parkirali. In logično je, da je lesena bariera za avtomobile veliko manj škodljiva za mestni gozd kot konstantno parkirani avtomobili. In Zavod za gozdove je to tudi, ali pa inšpektorat, ne spomnim se točno, to tudi hitro sprejel in nismo bili kaznovani, le svetovali so nam nekoliko več previdnosti pri naslednjih takih akcijah. S tem nekako zaključujem, mislim, da sem tudi že porabil svoj čas, tako da mogoče tukaj
odpiram prostor za razpravo, za vaša vprašanja in tako naprej. Ja, doktor Cerar, najlepša hvala za te vaše predstavitve primerov. Tudi jaz sama si nisem znala predstavljati, kaj točno bodo ti primeri dobre prakse, in verjamem, da tako kot sem jaz navdušena, da mnogi med nami bi lahko kar hitro posredovali te informacije in pa predloge tudi v naše občine ali pa kam drugam. Želimo si zagotovo čim več odprtih ulic in pa čim več takšnih projektov zunaj, v vseh manjših mestih, v vaseh, kjerkoli, v bistvu v vseh občinah. Tako da, spoštovani udeleženci, vabim vas k postavljanju vprašanj, tako da kar pogumno povejte, če imate mogoče vi kakšno idejo, kako bi lahko našli kakšno rešitev za obuditev mestnega življenja pri vas. Sicer pa bom jaz našega tehnika vmes prosila tudi, če bo lansiral eno kratko anketno vprašanje. Kako ste bili zadovoljni z današnjo prezentacijo? Vidim, da je že kar nekaj ploskov in reactionov je, tako da se veselimo vaših odgovorov. Vsekakor pa le zapišite med komentarje, z veseljem jih bomo tudi prebrali. Tako, hvala lepa, bomo še rezultate tudi pokazali, kar 74% današnjih udeležencev vas je zelo zadovoljnih z prezentacijo, 26% zadovoljnih, zelo smo veseli, da smo izpolnili vaša pričakovanja. Doktor Ajden Cerar je naš visokošolski učitelj, tako da če se bo porodilo še kakršnokoli vprašanje, ga lahko pošljete tudi k nam na Doba fakulteto. V tem vmesnem času pa ga bomo posredovali doktor Cerarju. Imamo nekaj, vidimo, nekaj udeležencev tudi iz sosednje Hrvaške, tako da verjamemo, da so tudi koristne informacije danes bile. In sicer Dalja piše, da je jako lijepo vidjeti ovakve pozitivne primjere dobre prakse, da u Hrvatskoj toga još nema, ali sigurno će. Potem kar nekaj pohval. Imamo pa od gospoda Jožeta vprašanje, kako pa je kaj vzdrževanje takšnih mini urbanih občasnih instalacij? Kakšne so izkušnje v zvezi s tem? Nekaj ste o tej temi že povedali, mogoče. Ja, odlično vprašanje. Tudi nas je to skrbelo. Zadnja stvar, ki bi jo hoteli, je vnos neke nepotrebne urbane opreme v te izbrane prostore. Naše izkušnje s tem so dobre. Večinoma ta oprema niti ni bila take vrste, da bi zelo prizadela samo lokacijo, oziroma da bi bila potrebna zelo veliko vzdrževanja. Tam, kjer je, se praviloma vzdržuje tako, da funkcionira naprej, oziroma če se ne vzdržuje, stanje ni slabše, kot je bilo. Nekatere od teh zadev so se zarastle, ampak zelo malo. Večina tistih lokacij, ki jih obiskujem, jih verjetno pobudniki, ampak mogoče tudi nekdo drug še vedno vzdržuje. Še vedno v bloku stanujejo ljudje, navadili so se, da je pred blokom nekaj visokih gred ali pa drugačnih oblik in urejeno rastje in tako naprej, in to še naprej vzdržujejo. Medtem, kaj je mogoče moj najljubši primer iz Snebari, kjer so si lokalni prebivalci sami postavili pump track, kar je precej popularno v slovenskih mestih, pump track iz peska, ne? Torej, da ga je relativno enostavno odstraniti, vendar se je zgodilo, da je pump track postal zelo popularen, da je postal med lokalno mladino tako popularen, da so že iz sosednjih naselij začeli uporabljati ta pump track. In to odpre pa še drugo vprašanje, kako bi bilo treba nasloviti tak problem, ne? Gotovo neka taka skupnostna infrastruktura ne more zadostiti tovrstnemu povpraševanju. Vendar, ali to pomeni, da mora mesto postaviti nov, širokopotezen, bolj ambiciozen pump track, ali to pomeni, da pustimo ta pump track, ker so se ga ljudje sami postavili, ga imajo radi in ga vzdržujejo, in nekje druge v bližini narediti še en večji pump track, ne? To so tudi vprašanja, s katerimi smo se soočali. Sicer pa tudi v primerih, kjer se je recimo vse spremenilo. Bom dal primer iz Tobačne. V Tobačni se je
prodala, prišel je nov lastnik in uporabniki, ki so uredili prostor na enem delu Tobačne, so prostor zapustili, njihova najemnina ratala predraga in tako naprej. Ta prostor je še zmeraj bistveno lepši, kot je bil pred intervencijo. Je pa res, da za intervencijo nihče ne skrbi, vendar tudi ni bila zastavljena tako, da bi potrebovala zelo velike skrbi v tem primeru. Hvala lepa. Še dve kar dosti konkretni vprašanji. Gospa Ninuška Rad sprašuje: spoštovani, zanima me aktivno sodelovanje mesta skupnosti pri obnovi, rekonstrukciji spomeniško zaščitenih stavb, na primer v Piranu, na Ptuju, v Celju. Če poznate kakšne dobre prakse iz tujine, recimo iz Dunaja. Ne na prvo žogo, bi pa rekel, da smo, če se spomnite, pri Zunajbu en izmed kriterijev tudi, da izbiramo prostore, ki so nekoliko degradirani oziroma rabijo tovrstno oživljanje. Bom povedal na praktičnem primeru. Eno leto smo dobili recimo tudi predloge malih lokalnih akcij v Tivoliju, recimo kot primer, ne. Tivoli je gotovo prostor, ki ne potrebuje zelo veliko oživljanja, še posebej ne v poletnih mesecih. Odlično obiskan, nudi številne vsebine in je bil tak prostor vedno točkovan, manj kot je bil točkovan nek prostor v neki soseski, ki kaže znake degradacije in bi pridobil bistveno več z tem oživljanjem, ne. Tako da smo se zelo reprezentativnih prostorov celo na nek način malo ogibali, ker so praviloma te prostori hitreje pridejo do drugačnih načinov prenove, ne. Hkrati bi pa opozoril še na eno stvar. Vseeno govorimo o ljudeh in njihovem prostem času in vprašanje, če je pravilno, da bi jih vpeljali v prenove tako kompliciranih primerov, kot je nekaj, kar je spomeniško zaščiteno in tako naprej. To je mogoče prevelika odgovornost, da bi jo nalagali ljudem v njihovem prostem času s tako majhnimi sredstvi. Tako da bi rekel, da gre tukaj za majhen mismatch in da smo vseeno bolj spodbujali, da se ljudje preko Zunaja ukvarjajo z obvladljivimi akcijami, ne. Obvladljivimi mislim, da jim ne naložimo prevelike odgovornosti in da so izvedljive s to finančno podporo. V končni fazi smo govorili o 800 evrih, kar je precej omejena finančna podpora. To je nekaj desk, nekaj barve, še nekaj takega, pa smo več ali manj tam, kar je sigurno podhranjeno v smislu prenove, če bi se lotili nekega spomeniškega ali pa bolj širokopoteznega projekta, ne. Ksenija Zupan Ksenijo Zupan pa zanima, ali imate primer dobre prakse glede sodelovanja občin z upoštevanjem predlogov starejših prebivalcev k ureditvi mest v smislu prijaznih mest do starejših prebivalcev. Ne neposredno, lahko pa rečem, da so in v nekaterih primerih Zunaja, videli smo eno sliko, tudi starejši sodelovali, še bolj imam pa v spominu, da je pogosto odprta ulica nekaj, kar je starejšim pogosto všeč, ker se na ta način lažje in bolj varno gibajo po mestu, če je avtomobilov manj. Tukaj ne gre za enoznačno, da bi se zelo kazalo, da starejši stopajo, vendar pa vseeno verjamem, da je potrebno razmišljati o prostoru tudi za ranljive skupine, ki so manj vešče v prometu in ki potrebujejo bolj varne in bolj predvidljive in prijetne površine z manj avtomobili, in do tej skupini so poleg mladih, poleg otrok verjetno do neke mere lahko tudi starejši, ki iščejo prostore, ki so nekoliko bolj varni v smislu, da jih lažje in bolj enostavno obvladajo peš. Sonja Ziherl pa še sprašuje: obstajajo kakšne nacionalne smernice za odpiranje mestnih jeder ali se občine tega lotevajo same? Vprašanje, če obstajajo nacionalne smernice, obstajajo številne prakse, ne. Obstajajo številni primeri iz slovenskih tujih mest, kakšna so ta orodja oživljanih mestnih jeder, vendar resno mislim s tem, da je vsako mestno jedro nekoliko posebno in tudi Slovenija je nekoliko posebna, tako da osebno bi bil nekoliko skeptičen do nacionalnih smernic. Seveda do neke mere je jasno, ne. Do neke mere je jasno, pač če hočeš ljudi, moraš prostor oblikovati z ljudmi v mislih, ga ne nameniti avtomobilom, ampak v prvi vrsti dogajanju ljudem, skupnosti in tako naprej. Tako da na tej ravni, to samo kot primer uporabljam, bi jasno lahko imeli neke smernice, ampak od tam naprej gre pa vseeno za specifiko. Tako slovenska mesta so lahko nekoliko posebna, kot tudi vsako mesto ima neko svojo specifiko. Ravno zaradi tega sem pa zelo naklonjen
takim hitro izvedljivim, relativno stroškovno nezahtevnim pristopom, da zgodi se, da če brcamo v temo, ta brca vsaj ni zelo draga, ne, ampak jo lahko popravimo. Zaradi tega zelo poudarjam te nekoliko bolj eksperimentalne pristope, ki jih lahko nadgradi neka večja investicija, ni pa po mojem mnenju nujno, da je prvi korak tega ogromna investicija. Super, hvala lepa. Še kar na hitro, zdaj pa res zadnji dve vprašanji. Miha Lamuc sprašuje, kakšen bi bil primeren pristop k zagotovitvi parkirnih mest v okolici mestnega jedra? Garažna hiša ali kaj bolj inovativnega? Sicer pa se strinja spodbujanje javnega prevoza. Rekel bi, da mogoče celo nekoliko manj inovativnega. Moj odgovor bo generičen, ne? Torej, vsako mesto je malo posebno, ampak garažna hiša je relativno draga zadeva, ne? In dostikrat se izkaže na poti, da garažna hiša sploh ni nujna. Prvo, kar pokaže analiza parkirnega utripa, je, da je praviloma kar nekaj on-street parkinga dostopnega. Ne vedno, vendar v večini primerov so, kot sem rekel, zasedena samo parkirišča v strogem mestnem jedru. Drugo, kar lahko naredimo, je, da anketiramo ljudi, ki so tja prišli z avtomobili, iz kje so se pripeljali. Pogosto se pokaže, da so prišli iz relativno blizu. Statistike kažejo, da je 50% voženj z avtomobilom v Sloveniji krajših od 2 kilometrov. In mogoče gre za nekoliko drago reševanje tega, da se ljudje vozijo 2 kilometra daleč v mesto z garažno hišo, če lahko s parkirnim režimom, ki enostavno nekoliko podraži parkirnino in na drugi strani nekoliko izboljša možnosti obiskovanja mestnega jedra na druge načine, ne, pogosto ta problem v končni fazi rešimo. Oziroma, bom povedal drugače, mesta, ki so ta problem rešila, so ga rešila tako, da so število parkirnih mest zmanjševala, ceno parkirnega mesta povečevala, hkrati pa izboljševala možnosti dostopa z javnim prometom, peš in s kolesom. In tudi, ko vprašamo ljudi v slovenskih mestih, zakaj ne hodijo večkrat v mesto peš ali s kolesom, odgovorijo v glavnem prvič, ker se mi ne zdi varno, torej, ker nimajo kolesarske steze, in drugič, ker ni posebej prijetno. Znova nimajo kolesarske steze, če pa že je ta na cestišču nekoliko nevarna in si po njih upajo voziti samo rekreativni kolesarji, ne pa nekdo z 2 majhnimi otroki, ki sicer znata voziti kolo, vendar mogoče ne ravno na ulici, kjer je omejitev 60 ali pa 50 ali pa 90 km na uro. Ne? Tako da v enem stavku, vedno bi prišparal garažno hišo kot zadnji ukrep, če drugo ne gre. Prvo poskusimo s čim cenejšim, parkirnim režimom, boljšo infrastrukturo za pešce in kolesarje ter javnim prometom. Če to ne reši, še zmeraj ostane možnost gradnje garažne hiše. Doktor Cerar, zdaj pa še eno tudi precej splošno vprašanje, mogoče se bo še kdo od udeležencev vključil tudi z kakšnim odgovorom, ga bomo prebrali. Če ima kdo kakšno idejo, kaj ponuditi predvsem domačinom v mestnih središčih, da se jih privabi na trge, ulice? Dobro vprašanje. Ne vem, če imamo samo eno vsebino, ampak to je verjetno bistveno, da lahko na trgih izvajamo več vsebin, ki pritegnejo različne vrste obiskovalcev. Ne? Na eni strani tržnica v soboto dopoldne je vedno nekaj, kar pritegne ljudi. Ne? Na drugi strani, če se že javne ustanove, ki so ob ulici, nekoliko odprejo na ven, ima knjižnica branje na ulici, ima lokalna skupina nastop na ulici in tako naprej, pritegne ljudi. Ne? Sicer pa, če bi moral odgovoriti v enem stavku, bi rekel, ljudje imajo najrajši druge ljudi. Če je prostor prazen, bo to zelo zmanjšalo interes ljudi, da pridejo v ta prostor. Ko se bo enkrat začel prostor polniti, bo šel interes eksponentno nagor. Torej, prostor po meri človeka, prostor, v katerem se bo ljudje počutili dobro, prostor z nekaj dogajanja, vendar ne preveč, ker v končni fazi tudi nočemo s trga narediti lunapark, in potem je enostavno treba testirati, kaj je tisto, kar pritegne ljudi, v vsakem kraju nekoliko drugače. Včasih je nastop lokalne plesne skupine, v kateri sodelujejo številni mladi iz tega mesta, pa to pritegne še njihove starše, sorodnike, sosede in tako naprej. Včasih kino na prostem, včasih koncert, včasih novoletni sejem, včasih tržnica. Treba je poskusiti in videti, kaj je tisto, kar pritegne ljudi. In kot sem rekel, načeloma, ko enkrat ljudje začnejo prihajati, jih pride zmeraj več.
Super, najlepša hvala. Mislim, da ste odgovorili ste na vsa vprašanja, doktor Cerar. Iskreno se vam še enkrat zahvaljujem v imenu tudi Doba fakultete, da ste izvedli to res zanimivo predavanje. Udeležence pa na tem mestu, tudi vsem udeležencem se seveda zahvaljujem za vašo udeležbo in vas vabim, da nas spremljate tudi jutri. Nadaljujemo s tretjim predavanjem v okviru Online Summita s področja coachinga, ki ga bo izvedla doktor Daša Greifona, coaching psihologinja. Potem v četrtek bo webinar izvedla doktor Živa Čič-Vangerl, bo zanimivo področje vodenja, vedno nekaj novega izvemo. In v petek doktor Rasto Ovin, makroekonomist, ki nam bo povedal tudi, kaj nas čaka na zelo perečem področju, torej energetiki, zelo aktualni temi. Doktor Cerar, še enkrat najlepša hvala vam. Hvala vam, lep večer. Nasvidenje.